Pozdravljeni! Ta videoposnetek prikazuje, kako v konkordančniku Nov Sketch Engine izluščimo kolokacije. Najprej odpremo vstopno stran konkordančnika in izberemo korpus cParallel 2.0. Če želimo izluščiti kolokacije, moramo najprej izdelati konkordančni niz za izbrano besedo. To storimo tako, da v meniju na levi kliknemo Išči. Na strani za iskanje razširimo podmeni Lastnosti besedil in izberemo želeni podkorpus. V našem primeru bo to podkorpus govorov poslank v vseh mandatih. Nato se vrnemo na vrh strani, kjer razširimo podmeni Vrste iskanj. Ker želimo poiskati vse oblike samostalnika ženska, bomo iskali po lemi. Vnesemo torej iskano lemo, v našem primeru je to beseda ženska, in v polju na desni izberemo želeno besedno vrsto, ki je v našem primeru samostalnik. Zdaj, ko so vsi pogoji določeni, kliknemo Izdelaj konkordančni niz. Ko se prikaže konkordančni niz za iskano lemo, v meniju na levi izberemo Kolokacije. Odpre se stran za izdelavo seznama kolokacijskih kandidatov. Najprej določimo atribut, ki je znova lema s poenoteno malo začetnico. Nato določimo razpon iskanja kandidatov, in sicer na eno besedo levo in eno desno od jedrne besede. Tako bomo izdelali seznam besed, ki se v korpusu običajno pojavljajo tik pred oziroma za besedo ženska. Ohranimo ostali dve privzeti vrednosti in izberemo še statistično mero logDice, ki označuje trdnost kolokacije. Na koncu kliknemo Izdelaj seznam kandidatov. Prikaže se seznam lem, ki se tipično pojavljajo ob besedi ženska. Če želimo ugotoviti, kako se te besede pojavljajo v kontekstu, lahko kliknemo črko P, ki označuje pozitivni filter, in izpišemo konkordančni niz. Nato se lahko vrnemo na seznam kolokacij in izpišemo konkordančni niz še za druge kolokate, ali pa seznam kolokacijskih kandidatov shranimo in ga uporabimo pri nadaljnjih analizah. Seznam shranimo tako, da v meniju na levi kliknemo Shrani in nato izberemo želeni format, v našem primeru CSV, ki omogoča enostavno uporabo v enem od urejevalnikov preglednic. Na koncu samo še kliknemo Shrani kolokacijske kandidate in datoteka se prenese v naš računalnik.